Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Zravnati morate glavo in potisniti ramena nazaj, kajti zavedati se morate, da ste vi prebivališče Boga in da ima On odličen načrt za vas. Noben hudič v peklu vas ne more odvrniti od čudovitega življenja, če vi veste, kdo ste v Kristusu. Oče, zahvaljujemo se ti za Božjo besedo. Vsi ti čudoviti ljudje, ki so si vzeli petek zvečer, da so prišli in čakajo na te, da se jih dotakneš. Molila bom, Gospod, da se jih boš dotaknil, tako da nihče ne bo zapustil te dvorane isti, kot je prišel. Spodbujaj, izgrajuj, osvobajaj, ozdravljaj, osvobodi in nahrani tiste, ki so izgubljeni v Jezusovem imenu. Amen. Pred kratkim ste slišali pričevanje ženske, ki je, čeprav je redno obiskovala cerkev, in je sama, ter tudi vsa njena družina so redno hodili v cerkev, je vendar na skrivnem za zaprtimi vrati svojega doma doživljala popolni polom. Deloma zaradi tega, ker je izgubila svojo od Boga podarjeno identiteto. Verjamem, da kar se zgodi v svetu, se velikokrat izkaže, da je to pravzaprav odraz stanja v duhu. Samo da mi velikokrat ne gledamo v duhu. Danes je kraja identitete zelo velika grožnja, ogromna stvar. Nekoč sem gledala film o dekletu, ki so ji ukradli identiteto in njeno življenje je postalo popolna nočna mora. Oseba, ki je ukradla identiteto, je predstavila vse položnice in jo prisilila, da jih je plačevala, pa čeprav sploh niso bile njene. Obsojali so stvari, ki jih ni storila. Zelo podobno kot sovražnik človeške narave ravna z ljudmi. On nas ves čas nekaj obsoja. Poskuša nas prepričati, da moramo ves čas plačevati za nekaj. Plačevati in plačevati, pa čeprav nam Svetopismo pravi, da je Jezus že vse odplačal. Vi morate vedeti, kdo ste, in se morate zavedati, kdo ste v Kristusu. Vi morate vedeti, kje boste prejeli svojo identiteto. Kraja istovetnosti je postal takšen problem, da sedaj ljudje kupujejo zavarovalne police proti kraji identitete. Vendar dobra stvar je ta, da je Jezus naša zavarovalna polica proti kraji identitete v duhu. Govorim vam v duhovnem smislu. Tako hočem, da resnično odprete svoja srca in sprejmete to Božjo besedo, kajte verjamem, da se mnogi ne počutijo dobro prav zaradi tega, kdo so. Oni čutijo pritisk od sveta, čutijo pritisk od svojih vrstnikov, da bi bili to, kar vsakdo misli, da morajo biti. Včasih poskušamo biti drugi ljudje in igrati toliko različnih vlog, da smo čisto zmedeni glede svoje identitete. Mislim, da je v naši družbi epidemija negotovosti in mislim, da povzroča toliko težav v odnosih, ker se ljudje ne odzivajo na odprt in pošten način. Veliko je pretvarjanja in veliko je del mesa. Ljudje poskušajo postati to, kar mislijo, da drugi hočejo od njih. Resnica pa je ta, da vam Bog ne bo nikoli pomagal, da bi bili kdo drug kot samo vi sami. Ali me slišite? Bog vam ne bo nikoli pomagal, da bi bili kdorkoli drug kot vi. Bog noče, da bi ugajali vsem ljudem, pa ne, da mi nočemo ugajati ljudem, vendar je razlika v preprosti želji ugajati ljudem ali pa tako ustreči ljudem, da vas le-ti vodijo in nadzirajo samo zaradi tega, ker jih vi želite osrečiti. Vi pa se v tem postopku počutite nesrečno in pogosto napravite tudi Boga nesrečnega. Vi ne boste znali reči ne ljudem, tudi ko bi morali reči ne, če ne veste, kdo ste v Kristusu. Toliko ljudi hodi v cerkev in poskušajo slediti vsem pravilom in predpisom, vendar resnica je ta, da ne vedo, kdo so. Počutijo se krive, počutijo se obsojene. Živijo z občutkom sramu in krivde in očitkih, ki so jih mimogrede pobrali nekje v svetu. Lahko vam zagotovim, da ko greste v cerkev in se nakopljete na glavo 10 novih pravil in 3 nove nauke, vam prav nič ne bodo pomagali, če se ne osvobodite te zmešnjave. Vi morate poznati Kristusa, moč njegovega vstajenja ter kdo ste v njem. Morate se naučiti, da se poistovetite s tem, kdo ste v Kristusu. Kdorkoli je v Kristusu, je novo stvarstvo. Nova stvar, s popolnoma novo naravo, globoko v sebi. Vse stvari postanejo nove. Vse postane popolnoma novo. V Jozuetovi knjigi vidimo,
ko je vodil ljudstvo, da so zavzeli mesto Jeriho, jim je Bog najprej povedal: danes so se očitki Egipta odvalili od vas. Vi ne morete posedovati dežele, dokler se očitki ne odvalijo od vas. Očitki pomenijo sram, krivdo in občutek, da ste popolna zguba. Ko boste v nekaj letih šli v svet, ima skoraj vsakdo kak očitek. Vendar Jezus je umrl, da bi odvalil od nas te stvari, tako da vi lahko živite kot popolnoma nova stvar. Tega se hočemo veseliti. Želimo, da je to v našem življenju realnost. A lahko kdo pritrdi temu? Ali je tukaj kdo, ki bi se moral počutiti bolje, kot pa se? Amen. Vsak je utrujen od občutkov krivde, obsodbe in da se mora primerjati z nekom drugim in ves čas z nekom tekmovati. No, lahko vam povem, da sem imela ogromne težave prav s tem in sem sedaj svobodna. Hudič ne sovraži ničesar bolj kot oseb, ki vedo, kdo so v Kristusu. On sovraži osebo, ki je samozavestna. Hudič se boji osebe, ki je samozavestna, in vi ste lahko samozavestni v Jezusu Kristusu. Pismo Efežanom 1. poglavje. Danes bomo pogledali kar nekaj odlomkov iz Svetega pisma, vendar želim, da jih zares poslušate. Začnimo z Efežanom 1, 3. do 4. vrstica. Naj blagoslov, hvala, slavljenje in poveličevanje gre Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Mesija in nas je blagoslovil v Kristusu. Vsak naj reče v Kristusu. Ali opazite, da ne pravi, da nas bo blagoslovil ali da bi nas mogoče lahko blagoslovil? On nas je že blagoslovil. V Jezusu Kristusu. Vidite, nam ni treba, da bi Jezus karkoli drugega storil za nas. Moramo samo verovati, kar je On že storil za nas in moramo verjeti, da je to sedaj naša pravica. Pa če tudi se to še ne kaže sedaj trenutno v našem življenju. Moramo verovati, da imamo pravico do tega. Na duhovni ravni je že naše in videli bomo, če seveda nadaljujemo v veri in se strinjamo z Božjo besedo. Bog ima dober načrt za vas in ne kdo drug. Bog ima odličen načrt za vas in Bog ima odličen načrt za vaše otroke. Bog hoče, da napredujete. Bog želi, da se počutite dobro. Bog hoče, da ste ustvarjalni. Sveto pismo pravi, bodite glava in ne rep, zgoraj ne spodaj, tako da lahko vi posojate in se vam ni treba nikoli sposoditi. Kako pa kaj to? Vendar veste kaj? To morate verjeti. Morate se naučiti, da ste v soglasju z Bogom. Amos 3:3 pravi, kako morata dva hoditi skupaj, če se ne razumeta. Morate se naučiti, kako se razumeti z Bogom in verovati, da Božja beseda govori o vas, vendar ne o tem, kaj vi čutite, kaj pravijo drugi ljudje, ne kaj vi mislite ali kaj si misli svet. Naučiti se moramo poveličevati Božjo besedo nad vse. Če Sveto pismo pravi, da sem blagoslovljen za vsakršnim blagoslovom, potem bom rekel, blagoslovljen sem za vsakim blagoslovom v Kristusu, s Kristusom in po Kristusu. Poglejte to frazo, ki jo danes velikokrat slišite. Kako je nekdo v Kristusu? Zelo enostavno. V tistem trenutku, ko resnično prejmete Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, v tistem trenutku verujete, da je On umrl za naše grehe, da je plačal našo zadolžnico in to tako, da je vam odpuščeno, da ste očiščeni in da vam je pripravil prostor za vso večnost v nebesih. Sveto pismo pravi, da tisti trenutek, ko to verujete, je On v vas in vi ste v Kristusu. Vi postanete Božje prebivališče. Sprašujem se, kolikokrat bomo še morali slišati to, preden bomo zares navdušeni nad vsem tem. Vi ste Božji tempelj, prebivališče Boga. On živi v vas. On živi v vas in vas lahko usposobi delati vse, kar morate storiti na tem svetu. Vse stvari lahko storim po Kristusu, ki mi daje moč. Amen. V Kristusu ste bili blagoslovljeni z vsakim duhovnim blagoslovom. Blagoslovljeni smo v Svetem Duhu. 4. vrstica. On nas je izbral v svoji ljubezni. Wow. Tako sem vesela, da se Bogu ni zalomilo pri meni, kot da ne bi imel druge možnosti. Bog vam je prišel nasproti namenoma. To je čudovito. Veste kaj? On ni presenečen nad vašim obnašanjem. Bog ve vse o vas. Vse, kar boste kadarkoli storili. Vsako neumno stvar, ki jo boste kdaj izrekli, vsako napako, ki jo boste storili. On vidi tudi dobre stvari.
še preden boste imeli priložnost, da bi jih izvršili. Kaj Bog rekel Jeremiji, ko ga je poskušal poklicati v svojo službo? V materinem telesu sem te oblikoval, vedel sem zate in te izbral za najljubše orodje. Vse to so Božje stvari. Bog nas je izbral in nas uporablja, pa čeprav si mi tega ne zaslužimo. On to dela, ker nas ljubi in je dober. Na ta ali drugačen način čuti, da z nami lahko nekaj stori in bo nekaj napravil iz nas. Ali je lahko kdo nad tem danes navdušen? Na smeh mi gre včasih, ko gledam skupine ljudi, ki jih je Bog izbral, da bi delali skupaj v duhovni službi. Zgleda kot nekaj brezupnega. Naprimer, glasbena skupina, ki potuje z nami in so bili z nami tudi na zadnjem sklopu predavanj, ko mi je Martin Smith, vodilni pevec, povedal, da je v šoli padel iz glasbe. Neko dekle mi vedno ureja moje lase. Zanimivo je, da je njen učitelj zapisal, ko je bila še majhna, Debora ima težave s škarjami. In jaz sem v šoli skoraj padla pri angleščini. Nisem vedela, kaj je to glagol, kaj je samostalnik, nisem mi zdelo pomembno, hotela sem samo govoriti. Ni mi bilo pomembno, če je glagol, prislov ali pridevnik, ni me zanimalo, če izgovorim pravilno, želela sem le govoriti. Mislim, da sem dobila najnižjo oceno, le toliko, da sem prišla skozi. No, takšni smo tukaj v Hersheyju. Dvorana je polna, tu je vodilni pevec, ki pozabi na glasbo in ženska, ki je skoraj imela popravnega iz angleščine. Neverjetno je. Lahko rečete, da je to čudovito? Neverjetno je, ko na nas pride Gospodov duh in spremeni moškega ali žensko v nekaj popolnoma drugega in jo uporabi v svojo slavo. Kakor sem govorila zadnjič, je največja stvar, ki nas zadržuje, naš ponos, ko začenjamo misliti, da smo to mi in ne Bog, ter da si mi to zaslužimo. Ali pa, ko nas Bog uporabi in dela čudovite stvari po nas, se pospnemo in začnemo gledati zviška na ljudi, ki ne morejo delati tega, kar lahko mi delamo. Bog vas je izbral z določenim namenom. On nas je izbral v svoji ljubezni za svoje. Kako? Po Kristusu. Recite, po Kristusu. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in v njegovem pogledu, brez madeža, brez graje in polni ljubezni. Vidite, prav tukaj nam je lahko precej nejasnega, če ne razumemo. Resnica je ta, da vse te stvari že imamo v Kristusu. On nas vidi brez krivde v Kristusu. Bog Oče vas ne gleda v vas samih, on vas gleda po Kristusu. Zaradi tega, ko molimo v Jezusovem imenu, pravi Sveto pismo, da predstavimo Bogu Očetu vse, kar je Jezus v nas. Ko greste moliti, ne predstavite Bogu le sebe. Danes sem molila za vas in sem mislila na to, preden sem začela moliti. Ne bi molila, če ne bi verovala, da bo Bog odgovoril moji molitvi in jo uslišal. Rekla sem, da verujem, da bo Bog danes storil stvari, za katere smo molili. Ko izrečemo in molimo enostavno molitev vere, verujem, da lahko ljudje ozdravijo, osvobojeni so, postanejo svobodni in se izkopljajo iz finančnih težav. Jaz ne verujem tega, ker bi si mislila, da sem jaz tako mogočna oseba, ki moli čudovito molitev, ampak imam zaupanje v Jezusovo ime, da ko ga izrečem, se pred njim prepogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo. To se ne dotika nas. Ni to, kar lahko mi storimo, smo storili ali bi lahko storili. To je to, da smo v Kristusu in se zavedamo, kaj to pomeni. Mislim, da bi potrebovali nekoliko več razodetja, kaj pomeni biti v Kristusu. Vsakdo naj reče v Kristusu. Zapomnite si to. Bog Oče nas po Kristusu vidi brez krivde, brez graje, posvečene in svete. Ali veste, da ste vi neverjetne osebnosti? V Kristusu ste lahko zares navdušeni nad seboj. Poglejmo pismo Efežanom 1:7 vrstica. V njem imamo odkupitev,
odrešitev in odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje naših žalitev v pomanjkljivostih in prestopkih. Vi me niste slišali. V njem imamo odrešenje. On nas je odkupil od sovražnika in mi pripadamo Bogu in hudič nima nič opravka več z nami. Ko vam hudič začne govoriti, da vi niste to in ono, recite le hvala lepa, to me samo še bolj navdušuje za Boga, kajti dejstvo je, da me on ljubi in me sprejema takšnega, kot sem. Odrešeni in osvobojeni po njegovi krvi za odpuščanje naših prestopkov, pomanjkljivosti in žalitev. To pa ne zato, ker si mi to zaslužimo, ampak v skladnosti z bogastvom in velikodušnostjo njegove milostljive naklonjenosti. 11. vrstica. V njem smo postali dediči Boga. Prišli smo do dediščine po Jezusu Kristusu. Danes vam bom pokazala besedilo, ki jasno pokaže, da je vse, kar je Jezus prejel od svojega očeta, da to po svetem duhu neprestano deluje korak za korakom v našem življenju in jih v nas spreminja. Vse, kar je Jezus zaslužil s svojo smrtjo, z žrtvijo na križu, je od Boga in smo mi podedovali po Kristusu. Nikar ne hodite več naokrog in govorite slabo o sebi, s povešeno glavo, tako da se smilite sami sebi, ste obupani ali brez poguma, da se primirjate s komerkoli drugim ali pa da z drugimi tekmujete. Zravnati morate svojo glavo in potisniti ramena nazaj, kajti zavedati se morate, da ste vi prebivališče Boga in da ima on odličen načrt za vas. Noben hudič v peklu vas ne more odvrniti od tega čudovitega življenja, če samo veste, kdo ste v Kristusu. V njem, v njem, v njem. Sedaj sem poudarila v njem, ker nima to nič opraviti z vami. Ko rečemo, da smo Božja pravičnost, moramo vedno dodati v Kristusu. Kajti mi smo sami v sebi prava zmešnjava. V sebi smo kot razdejanje, kot je rekla ženska iz Tenesija, da je v njej vladala zmešnjava. Veste kaj? To lahko slišim povsod, kamor grem. Lahko grem na konec sveta in bodo prav tako pravili. Resnica pa je, da brez Kristusa nismo nič. Jezus je rekel, brez mene ne morete ničesar storiti. Mi pa nimamo veljave in vrednosti in nobena količina tako imenovanih dobrih del nam ne bo priskrbela prostora v nebesih. Tega si ne moremo sami zaslužiti, ne moremo biti tako dobri, da bi dosegli zahtevano od svetosti Boga. Lahko pa smo v Kristusu popolnoma odvisni od njega v vsem. Za vse. Vsakdo naj reče v Kristusu. Verjamem, da so danes tukaj ljudje, ki niso imeli nobenega razodetja v tej stvari. Verjamem tudi, da mnogi ljudje gledajo po televiziji in so tako bedni, nesrečni, brez miru in brez vsakega veselja. Vi si mislite, da ste preizkusili Boga, vendar ga še niste. Preizkusili ste le religijo in zato niste uspeli, vendar Jezus ni umrl zato, da bi vi lahko imeli religiozen odnos. On je umrl zato, da bi imeli z njim oseben odnos in tudi z Bogom Očetom po Jezusu Kristusu. Vse se vrti okrog osebnega odnosa. Amen. Bog vas ljubi. To je zdravilni balzam za vašo dušo, ki pozdravi vsako zlomljeno stvar v vašem življenju in Bog vas ima neprestano rad. On vas ljubi brezpogojno in si tega ne morete prislužiti, niti ne morete storiti ničesar, da vas ne bi več imel rad. Nažalost, mnogi ljudje nikoli ne sprejmejo te ljubezni, tako jim nič ne koristi. Resnica je ta, da če ne verujete tega, kar ste danes slišali, pa če tudi je res in je že v celoti poplačano, ne bo imelo za vas nobenega pomena. Resnično ima pomen, vendar ga vi ne izkušate, ker ne verujete. Vse, kar prejmemo od Boga, pride k nam po veri. Po verovanju temu, kar pravi Sveto pismo. Sveto pismo pravi, ne prilagajajte se temu svetu, ampak se tako preobražajte, da boste popolnoma prenovljeni v svojem umu. Prav sedaj vam pomagam prenavljati vaš Povedala vam bom isto stvar na mnogo različnih načinov. Imam približno 40 minut predavanja, ki spreminja vaš To ruši trdnjave, ki jih je Satan leta in leta gradil v vašem razumu. Luč prihaja v temne prostore vašega uma in zatemnjene prostore vaše duše. Mnogi izmed vas boste odšli domov in boste
mislili znova in znova o tem? S Kristusom, po Kristusu in Kristusu. Ali je to mogoče? A je mogoče, da lahko imam veljavo in vrednost? Ali je mogoče, da me Bog zares ljubi in me sprejema takšnega, kot sem? Ko to verujete, ostane samo še veselje. Še enkrat 11. vrstica. V njem smo postali dediči in smo prejeli dediščino, kajti bili smo vnaprej določeni, izbrani in imenovani v skladu z njegovim namenom, ki vse uresničuje v soglasju z nasvetom in vzorom njegove volje. Veste, kaj vam povem? Bog se veliko bolj zanima za nas, kot si mi mislimo. Svetopismo pravi, da vse uresničuje po sklepu svoje volje. Vrstica 13 in 14. V njem. Vsakdo naj reče v njem. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vam ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki nam je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine v odkupitev ljudstva, ki se ga je Bog pridobil v hvalo njegovega veličastva. Navdušena sem nad tem. Aleluja. Dobili ste pečat, ki ga jaz ne morem videti s svojimi očmi in vi ga ne morete videti, vendar naj vam nekaj povem, hudič ga vidi, ker je vtisnen v vas, ste vi Božja lastnina, roke stran. S pečatom Svetega Duha pomeni, da ste zaščiteni. Pokvarjenost sveta ne more priti do nas, ker smo zapečateni s Svetim Duhom za končni dan odrešenja. Prav, sedaj v 14. vrstici je še nekaj boljšega, zelo rada imam to. Sveti Duh nam to zagotavlja. Joj, to je naša garancija. To je zagotovljeno. Če nekaj ne deluje, potem rečem, počakaj, hudič, kajti dobila sem garancijo od Svetega Duha, da bo dovršil to v mojem življenju. Kajti vi veste, da hudič vam bo rekel, ti pa ne delaš tega, kar govoriš. No, meni se ne zdi, da bi Bog izpolnil vse tvoje potrebe, le poglej si svoje finance. Ja, pa kaj še, nikar mi ne govori o teh ozdravljenjih, saj dobro veš, kako se počutiš. Ne govori mi o tej naklonjenosti, saj veš, da se tebi nič dobrega ne zgodi. Če te ta tvoj Bog tako zelo ljubi, zakaj potem tvoje življenje taka apolomija? To je trenutek, ko morate vzeti svetopismo in reči, poglej, jaz imam garancijo. Prav tukaj, Efežanom 1:13, zapečaten sem Svetim Duhom. 14. vrstica, Sveti Duh zagotavlja mojo obrambo. On mi garantira moje odrešenje. Če tega sedaj še ne morem videti, še ne pomeni, da tega ni, da ni na poti proti meni. Prišel bo dan plačila. Amen. Kje si pridobimo svojo veljavo, vrednost in svoj namen? Ne tako, kot ga prejme svet. Rimljanom 12:2 je besedilo, ki ga velikokrat navajamo v cerkvi, ker je tako pomembno. In nikar se ne prilagajate temu svetu. Ne mislite, kakor oni, ne obnašate se kot oni. Ampak se tako preobražate z obnovo svojega uma. Svet spoštuje veljavo in vrednost stopnje zaposlitve, posesti, nazivov, stopnjo izobrazbe. Tako da si dodajo vse tiste kratke besede, kratice pred svojim imenom, ki kažejo na stopnjo izobrazbe. Vi veste, da zagotovo nisem proti izobrazbi, mislim, da je to čudovita stvar. Če naziv podelijo za pravo stvar, je to tudi čast. Imeti vso to izobrazbo ni slaba stvar, pomeni, da ste se za to zelo trudili, vendar naj vam nekaj povem, to vas ne napravi nič boljše od drugih. Tu so tako različni ljudje, ki iz enega ali drugega razloga niso imeli priložnosti, da bi si to pridobili. Niso imeli denarja ali prave vzgoje, mogoče niti niso bili dovolj bistri in tudi to je v redu. Amen. Kajti Bog je izbral iz sveta slabotne in preproste ljudi namenoma, da bi tako osupnil modre. Včasih so nekateri ljudje tako pametni, da jih Bog sploh ne more uporabiti, ker ne morejo postati kot majhni otroci, da bi mu verovali. Amen. Mene osebno nazivi ne zanimajo preveč. Neverjetno je, kako ljudje hočejo vedeti, kako naj te imenujejo, ko te predstavijo drugim. Ali naj bo magister, doktor, častitljiva sestra, škof, ta ali oni. Jaz jim rečem, jaz sem samo Joyce.
Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.